Až daj. Ob 5 gremo doma, no, zjutraj. In jaz gremo doma, brez ne govorim in ne na luč, ok, ajde, itak gremo pis do materno železenke, ne. In tako se pelem, in tako se ustavim na semaforju, 2 semaforja imam do železenke, 2, zato ker grem po bližnicah, po enem v Vukjebini. Prijem do ta zadnjega semaforja, se ustavim, en je pred mano, rdeča. In on se odloži, da gre ven iz avta, pa gre men povedati, pa pazi, tema je 5 zjutraj, pa gre men povedati, da mi luč ne dela, med tem pa tako zelena in tako, gospod, ja vem, zeleno imate, verjemte, da vem, kaj vidim, vse, pa zeleno imate in tako on, a ja, in gre v avto, zelena, spele v rdečo, jaz pa isto v rdečo stojim spet pol ure. Stari, ja? Vem šel čez rdečo za njemu zele. Stari, až kaj to naredim ljudema, ne? Pa dober, stari, se nič ne ljubo, ne? Me veseli, da imamo toliko mlade med nami, ki mi dajo malo misel, kako je bilo pri meni pred enim 15 leti. Jaz to ne razumem, stari, ne ima se z mano, kaj narobe je tako sam. Stari, jaz ne razumem, zakaj ne moram iti tam po pločniku mema, to jaz ne razumem. Glavnem, za uvod v dribbling number 3, naš Žan-Luka in prigode iz tako zvane Vukojebine in njegovih dosežkov na cesti. Ajde, zelo pomembna zadeva na začetku. Tretje snemanje, zdaj pa se že lahko naročijo, pa zdaj že lahko kakšne zvezdice tam stisnejo na podcastih, ne? To sta videla majstra, kako mora to narediti, no? Ja, zdaj tako je. Mi imamo ta podcast na enih platformah, ki sploh nisem vedel prej, da obstajajo. Tako da vem za Spotify, moraš tam, mislim, da moraš tam pa plusek, ne vem. Samo lahko pa je 10krat poslušaš, bi pa še bolj. Super, evo, to zdaj, da podkupimo malo občinstvo, gledalca in gledalko. Zdaj pa še bo Blaž povedal, kje nas lahko še poslušajo. Pa, posod. Na YouTubeu, na Greg Skort kanalu. Lahko malo pošerate drugače, pa kaj šerite, komentirate. Lajkite, subscribete, se, Instagram. Stari 18 let, ampak dejansko nam to pomaga. Ne? TikTok, vse, Twitter. TikTok bi lahko. Jure, daj TikTok aktivirati. Na Instagramu bomo dali v opis tega, na YouTubeu bomo dali v opis, ampak vse, veste, kje nas najdete. Ja, na Instagramu. Glavnem, malo smo si vzeli nenačrtovane pauze, zato da bi še imeli več dobrih zgodb. Ne? In evo, ena za drugo so se začele vrstiti. Tam na zahodu je gužva, ne? Večja gužva kot v petek popoldne v Grossbasketu. Mi je gužva totalna, play-in ekipe, oziroma da se bojo uvrstile direkt v končnico. Če zdaj upa Keri napovedati, katere ekipe bojo to, evo, častim Sixpacka. Hvala. Ja. Jaz si upam, ampak. Ja, pustimo zdaj, se pravim, zdaj imamo 2 Lakers fana, tu pa enega Dallasa. Jure, ti si že odločen, za koga navijaš? Minnesota. Pomagal. Političen odgovor. Ja, politično korekten. V glavnem napeto je, ful se enih stvari vmes zgodilo. Luka Dončić še ni dobil svoje 18. tehnične, svaka čast Dillon Brooksju je. Njega bomo še obdelali vmes. Ampak hajde, fanta, vajni Lakersi se ful približujejo. Dobesedno mesto v končnici zagotovljeno, kaj pravite? Meni najbolj gleda zelo je pa tako, kaj je zanimiv. Ja, zdaj je zanimiv, ker vi zmagujete. Mislim, ne, koliko se tu zgubljamo, se ne zmagujejo skozi. Jaz sem tako rekel, mene je v bistvu ful strah, kako bo ta ekipa zgledala, ko prije LeBron nazaj. Če dalje bolj, zato, ker se mi zdi, da zdaj so se res poklopili in igrajo eno tako nesebično košarko, pač se mi zdi, da D'Angelo Russell pač ful dobro povezuje pol tale, ne vem, kva. Austin Reeves. Ja, dobro, on itak, ampak kvamo že oni enega tega playmakerja. Schröder. Ja, Schröder, ja, tako je. Pač se mi zdi, da res dobro igrajo, dobro so se ujeli, vse teče, igra štima, tako ka more, tako da, ne vem, me malo skrbi, kako je pol tista, ne, ker se mi zdi, Anthony Davis ima vse malo manj tega karakterja, jaz sem super zvezdnik, jaz moram imeti toliko pa toliko metov, pač njemu je v bistvu vse, ima 30 pik na tekmo, jih ima 8, pač važno mu je, da se zmaguje, ne. Medtem, ker se mi zdi pa, da LeBron sicer je super playmaker pa vse, ampak ne vem, se mi zdi, da znamo oporušati to. No. Znaš, kaj so igrali proti Phoenixu včeraj?
sem prav rekel tako, ko sem videl, danes igrajo pri Phoenixu, sem bil tako prav, danes bo zmagal. Ja, Jaz sem fiks, da bo zmagal. ja, jaz isto. Zato tako, ne vem, kaj je la fora, ampak In gledam do konca in rezultat 122, ne, 111, nesko zmagali smo, stari. Ja. Fak, zmagali smo. Samo zavest serijsko. Ja. Že ti ni Sam to ne moreš verjeti. Pa je pa še rekel ta trener, je rekel, Šunka. Šunka, Pardon, ampak res. Šunka Dobro, je se rekel, res malo zgleda, ne? Šunki je rekel, so ga vprašali, kako zdaj, da je Anthony Davis, da je toliko prišel do izraza, zdaj to tekmo, pa rekel je, kao, da je his dumbass coach je naredil pač play nanga, se je tako malo pohecal sam na svoj račun, kar je v bistvu res drugače. Ne? Pa tudi, zdaj, če smo recimo omenili LeBrona, ki ga še ni, a ne, zdaj tudi ostale recimo pridejo full do izraza, zdaj Austin Reeves, zaradi tega, ker je se mi zdi, da je ful več žoge dobil roke, kot prej, ker sem gledal nerealno velik je, mislim, ful je aktiven, res je aktiven, tako bolj kot ponavadi. Ful dobro zna prenesti igro. Meni je ful všeč, recimo, ker prej se mi zdi, da se je zelo ustalil za tako, kot je bil Kyle Korver, recimo v Clevelandu, ta spot-up 3-shooter. Pa se mi zdi, da mu to ni glih neka najbolj naklonjena vloga, ker se mi zdi, da zdaj, ko ima malo več prostosti, ko lahko malo dribla, pa gre v raketo, pa tako naprej, da je prav še bolj prišel do izraza to, kar dejansko je dober igralca. Zdaj si ti predstavljaj, stari, ti nisi draftan na draftu, pazi to, nisi bil draftan, dobil si pogodbo z Lakersi in potem na eni točki tvoje kariere, na začetku kariere, tako v Staples centru se derajo, kad ti mečeš proste mete, MVP, stari. In to za belca. Cel Crypto.com arena. In to za belca, ja. Ki ni Luka Dončić. Pa ki ni logo, NBA. Tako. Jaz se ne vem, Blažo, jaz mislim, da sem tebi rekel, pa ne vem, če je bilo to v času podcasta ali tako nasploh v privat, tega Austin Reeves, ne vem, če bi ga ena dobra obramba v Euroligi pokrila, da ne vem, kako bi šlo skozi. Mogoče smo malo krivice naredil, evo, bom se malo posil s pepelom. Malo se strinjaš s čim? Da če bi ga ena euroligaška obramba pokrila, da ne bi prišlo do tega. Ja, ampak zdaj pismo konstantne in pismo daje tisti svojih 15-17, celo krepko prek 20, ki je dal na neki tekmi, da ne rečem, da je bil eden izmed glavnih, zakaj so Lakersi v zadnjem trenutku v tako bleščeči formi, kot so, in dobesedno je v glavo moj Dallas. Ja. Ki je sicer druga zgodba. Sicer Dallas, mislim, da se tudi malo sam je v glavo, ampak bomo to pol. Zdaj smo še pri Lakersih, ker vidim, da tule Jean-Luca naš že neučakan. Ja ne, tako, nisem hotel nič na Lakerse, hotel sem pa se tvoj Dallas zataknjen. Ne, se drugače, ker smo že. Ja, ker da ne bomo hitro v depresijo padli. Ne, drugače, jaz ful navijam za le. Jaz sem rekel, lej fanta, Lakersi now rabel play-na, jaz ti povem. Pa to sem, komu, jaz sem Igijo rekel našem poslovodji, Dallas ne gre v končnico, Lakersi pa grejo. Joj, da ne bom na koncu obžaloval. Meni je najbolj zanimivo, ker če bojo Lakersi šesti, pol direkt fašejo Nuggetse, kukar jaz vem. Ne, čak niso Nuggetsi prvi. Ne, ja, prvi so. A ja, tako Nuggetsi bojo 8. fasa, tako, pol Minnesota je druga, ne? Ne, a so Kingsi drugi? Ne, Kingsi so Minnesota je bolj v zadnje. Ja, sorry. Ne, Minnesota je 7, sorry. Ja, mislijo si ti verjetno neposrednega z Denverjem. Tako. Sacramento je verjetno kjer, a je drug? Sacramento je tretji. No, pol Kings se fašajo, znajo Kings se button dvan. Memphis, ja. Ampak se to porajtal, da če bi bil Denver recimo na vzhodu, oziroma? Ajde, povej. Če bi bil Denver, ne, na vzhodu, ja. Če bi bil Denver na vzhodu, bi bil na 5. mestu. Bi bil 4. Ja. Bi bil 4. Ja. Kar je ful nasprotje preteklih let, ne? Ja, se mi zdi, ja. Zato pa mislim tudi, da je zdaj Embiid prehitil Jokića zdaj the latest news. The latest news, ja. Tako je. Pa se si zasluži. Plus, ja, jaz tu srinjam reči. Pa se nijemo kaj reči, zadnje tekme, ni tekme, ki ne da pod 30 pik, pa ne vem koliko skokov. A ja, glede tega. Samo to sem želel. Embiid je prvi strelec lige, Harden je pa prvi asistent lige. Tako, res je. Ja. Ne, ni panike. Oziroma Harden je izenačen s Haliburtonom. Ajde, rečemo.
Hotel sem reči, v bistvu, da mi je ful zanimivo, da pa Jokić je dober, jaz ga doskrat podcenjujem, a ne, ker je res tak melofelo, se mi zdi tako izrazno, a ne, ampak dejansko pa ima ful hud odstotek meta, ne. Pač sicer daje 30 pik, ne daje jih mogoče 50, koliko jih daje Embiid, recimo, ne, ampak ima pa res izkoristek nerealen, ne. Ja, Pa zraven še te asistence, a ne. Ne, sem prebral, da bo on v bistvu eden najbolj efektivnih košarkov, če ne celo najbolj efektiven košarkar v zgodovini lige NBA, Jokić. Tako, ker je njegov efficiency je res... Pravi, da bi Jordana presegel, ali kaj? Ja, mislim, da ga zdaj zaenkrat, da ga presega, Čisto po možno. njegovi Jaz sem na zadnje nekje prebral podatek, ki je mogoče že padel, ne vem, kdaj je na zadnje Jokić pod 50% metal. Ja, sej to, kar ni, pa tako, mislim, triple-double ima, mislim, da statistiki. Praktično vse posod, ja. Pa to je tako, mislim, sam tako on prav, ampak jaz to malo tako ne verjamem, ampak to je tako prav, da to je čisto nehote. Vem, to sta Sam imela to s ni- ne Perkinsom, verjamem, ona jaz. dva neki neformalen dvogovor, ja, ker mu je pač Perkins rekel, da on pač išče statistiko, no, da jo pač nabija, medtem ko Jokić se pač malo ponorčeval Ma, s tega. Ne. Perkins ne ve, kaj Ja, govori. dobro, Perkinsa samo pogledaš, kako vodi žogo, pa Ja. ti je vse jasno. A to Kendrick Perkins, Kendrick o moj Perkins, bog, Kendrick. da je nekaj. Kendrick Perkins, če pa njega daš v Evropo v svojem prime eri, kjer je bil prvak z Bostonom, ne, lepo prosim, vsem dolžnim spoštovanjem, sem pa prepričan, da ne more priti na Final Four Eurolige. Ne, ni šans. Seveda, itak. Niti približno. Ja. Ne, kak Kendrick On sploh ni pa, bil neki... ja. On je Tako. imel takrat v Bostonu svojo vlogo, On je ki bil- je zadovoljivo opravil. Pa on je imel Kevina tako. Garneta, on je imel Seveda. Paula Paul Piercea, Piercea, pa pa Rajon Ray Rondo, Allena, pa pa Ray Allen. Ronda, Biro je pa tam on vse. prostor, delal Seveda, blokade, seveda. to kar je To, imel, kar on je bil more, ja. delavec. Ja. Ampak da pa daš ti njemu žogo, da se ekipa... Ja. Obesi na njega, ni šanse, ah, kje. Tako da ja. Kaj, še imamo kaj v Lakersih vaših? Ali? Ja, to bi lahko cel dan govoril. a ne. Ja, ne. To je bilo res je odgovoril, da reče. Ne, drugače, jaz v Všeč bistvu, mi je. da kdo zdaj narobe od poslušalcev zastopa, jaz nimam nič proti Lebronu, a ne, da se razumemo. Da zdaj kdo rekel, da pač se ne veselim njegovega prihoda nazaj, itak valjda, da se veselim, pa pač itak se veselim tega potencijala, kaj lahko pač Lakersi dosežejo, a ne glede na do zdaj pokazan. Pa pač, da se mogoče malo vrnemo nazaj na tista stara pota, kjer smo zmagovali sezono za sezono, a ne pa tole kupčkanje pa tako naprej. A ne. Neverjetno mi je všeč vibe zale. Ja. Zale pa tak vibe Ja. v LA-ju, stari. Ja. Jaz ne morem verjeti, da so ta Austin Reeves pa D'Angelo Russell, da so Ja. tako Gregor zapušča nadomestili debat. tega le. Ja, D'Angelo Russell, kako to naredi spremembe? Ja, ne? Kaj Kako to naredi Westbrook, spremembe? ne, se mislim, jaz ne bom se skozi obešal na njega. Nehajte oranirati zdaj. Ampak, a ne, v končni fazi je pa lej. A se spomniš unga momenta, ko je Westbrook neki mu je šel na kurac in je tako, sorry, izrazil, ampak in je takrat, ko je on mogel izvajati avt, ker so dobili koš, on je neki podajal unmu, Ja, nasprotnemu ja, igralcu, ja. on mu nazaj, on mu je spet nazaj podal. In LeBron je tako vmes stal. Včasih. Ja, dobro, ajde, Wilfano, se bomo dotaknili tudi pol. A bomo. Ampak ena užaljena deklica je bil na momente, no, pa uno, hoče ga zamenjati Se pa krilo trener. nosi v prostem času, kaj? Ja. Pa ni hotel z igrišča dol, pa pol neki tam na klopi pa protestirati, da je nehino. To je... Sem da, pa, dobro, pustimo se jih. Ja. Preko si se Lebrona dotaknil, a veš, njegov sin, ne, Broni, ne? Ja. Zdaj bo na tem McDonald's turniru, ne? Ja. A veš, katero številko je zbral? Ja, verjetno ne. 23. tako. Ja, vidiš, ja. Prav, Foter se je ponosno slikal z njim, z dresom 23. Ja. Tako da. Ja, pa se je tudi LeBron je na neki točki nosil Pa 23, je, ne? ja, vem. To je pač tista ta prava 23, a ne? To smisla. To je to, ja. Zdaj, ko smo že pri mladih košarkarjih, Aha. kaj mislite na Wembanyama. Wembanjano? Kje si zdaj njega potegnil? O ven? moj Ker bog. on je Danes ful sem malo visok, gledal, si ja. ga potegnil Danes ven. sem malo gledal, Imam svoje zelo mnenje. veliko je neverjetnega hajpa okoli njega, pa se samo spomnimo. On ne igra tako, on igra prvo francosko ligo. Ja, prosim, nadaljuj. Ja, on igra prvo francosko ligo in on bo imel vreten pogodbo z Nikeom ali pa Jordanom ali pa kjerkoli, še preden bo prišel v NBA, še preden bo tako kazajan. On je, ne vem, mogoče me bo kdo popravil v komentarjih na YouTube ali na sploh kakorkoli kakšnem zasebnem sporočilu. On je prvi igralec nedraftan,
ki ga NBA že v živo spremlja. Ja. Se pravi, če imate NBA aplikacijo, lahko gledate vse tekme njegovega kluba v živo. NBA Ja, TV je valjda. sponzor te Točno. lige francoske, a ni? Ja, valjda. Ja. Ja, sprav njihov broadcaster. Zdaj pa, če lahko nadaljujem, ti si rekel, da igra v prvi francoski ligi. Ja, ja. To sploh ni Euroliga, se pravi to mednarodno tekmovanje, evropsko. Pri njegovih letih je bil Luka Dončić MVP Eurolige, Ja, tako je. najboljši strelec španskega prvenstva, ne vem, kaj vse je pobral. Prvak Eurolige. Tako, Ja. Wembanyama igra pa francosko ligo in je tam kolikor toliko in noh. V začetku sezone je bil morda celo prvi strelec, ne bom rekel. V glavnem, kaj želim povedati, verjamem, da mu bo NBA stil igre zelo ustrezal. Verjamem. Bom celo šel tako daleč, da bo zvezda NBA lige. Jaz sem malo gledal. Ampak niti slučajno ni v rangu Luke Dončića, to zdaj povem. Sedaj je po mojem en drug tip igralca, ampak tako. Seveda. Meni se zdi, da je to zelo tako ameriška fora, zaradi tega, ker tudi recimo njega primerja. Jaz sem gledal malo različne strani, ker ta draft napovedujejo, kdo bo pač. On je praktično bo zagotovljen prvi. Je zagotovljen, Ja. tako absolutno. Ampak njegove primerjave, s kjer mu ga primerjajo, stari, High School Karim. Na eni strani ga primerjajo z Better Kevin Durant, nekaj takega. Okay. Ja, okay. V redu. Higher and Better Kevin Durant, nekaj take fore sem bral. Ja, in me kar tako, srd me prime, fanta, srd me prime. Jaz, če dam po črto, glede na njegovo višino, ima izjemen dribling, krasne poteze, gibčnost za svojo kontrolo telesa, šut, ni da ni, fantastičen igralec, ampak On ne igra Eurolige, stari. nič v primeru, nič, ne, pardon, to se narobe sliši, ni blizu nivoja Luke Dončića pri 19 oziroma 18-19 letih. Zdaj, če ste videli porajtala, ampak on je tako res suhcan, on je tako res suh, njega jo polomil. On ima 54 nog ali 56? Mene malo spomne na tega, ko je bil Taco Fall. Ja, tako fola, meni isto. Tako fol, kje je tako fol? Ja, on je imel Rise and Fall v bistvu. Jaz sem njih zanč nekaj sem gledal, kaj se je z njem zgodilo. V bistvu dejansko ga Celticsi na neki točki niso hoteli več pač imeti. Ni bil zadosti atraktiven, ni zadosti pozornosti prinesel in so mu pač On prekinili. je bil zaradi svoje višine absolutno prepočasen. Ja, seveda. Vse on, če je dobil tisto svojo žogo, ampak dejansko ni mogel on pokriti nikogar, to mu je nekdo finto naredil. Pa je bilo gotovo. Vsega ne morem obsojati, Ja, bil je seveda. enostavno previsok. Ja, To telesna konstrukcija je enostavno zataji, se ne moreš. Razen, če bi imel malo več kil, ne. Mislim pa. Smo mi dva zadnjič gledali, da je Wembanyama še celo zrasel. Ja, Da je še celo zrasel, centimeter dva. možno. Mislim, Tukaj pravijo, mamice, boš v srednjo šolo, pa se boš potegnil, a ne? to besedno, ja. Ne, vse, da ne bi kdor karkoli narobe razumel, jaz fantu želim popolnoma vse najboljše, ampak treba je upoštevati, te Američani naredijo neverjeten hype. Se verjetno spomnimo, Ja, v itak, času, ko je seveda. Luka Dončić prihajal v NBA, je bil tale Aiton iz Phoenixa, zagotovljeno prvo mesto. Ja. Danes je odličen košarkar, ampak če samo naredimo primer, kaj pomeni Aiton za Phoenix danes, če gledamo številke danes, Luke in Aitona, pa kaj pomeni ta oba dva za ekipo, je Aiton drugi izbor, 29. runda, Luka Dončić pa prvi izbor. Ja. Spet pretiravam, ampak Ne, pa se jaz se strinjam. ne moramo sploh primerjati. Jaz se strinjam, zaradi tega, ker Pa- že tako, ko pogledaš same dosežke Dončića, tudi kaj je z Dallasom naredil, pa tako naprej, da je nosilec igre, a ne, tudi to ni tako lahko, nek lahek dosežek, ti moraš v bistvu biti res hud igralec, da prideš v NBA ligo, pa da pol v bistvu dejansko prevzameš ekipo in da si ti nosilca, ne? Ker ponovadi si najprej par sezon sam tako ena stranska marioneta, dobiš mogoče tistih 10-15 minut igre, če daš tistih 10 pik, je to, a ne. Tako da Luka je takoj prevzel. Tako da... Tukaj se je rekel, Luki Dončiću se dejansko sredi sezone so zaradi njega menjali prvo peterko. Ja, Wesley Matthews je šel, Harrison Barnes je šel stran, DeAndre Jordan je šel stran, da so naredili prostor za Dončića, da je on, kdaj je šel Dennis Smith Jr.
A tudi v tistem letu, no se vseeno. Tismo leto, one dva sta bila takrat na hajpa na najbolj, da ta skapira. Seveda, ja, samo to sem še, evo, to pa imam eno ful zanimivo zgodbo, ker sem jaz bil takrat, to čas sem imel, da sem bil z Timom McMahonom na pijači v Ljubljani, znanim analitikom iz ESPN-a, Jean-Luca tega ne ve. O, bože, mili. Ja, v Kratovilu sem ga pelal. Res ne, lažeš mi. Glavnem, no se nema veze, prijeten možakar, krasen. Glavnem, trener takratni Dallasa, Rick Carlisle, je bil bully dejansko z Dennisom Smithom juniorom. Ugotovo je enostavno, da je Luka premočen. Dennis Smithom so takrat hoteli graditi prihodnost Dallasa. On je bil organizator igre, ampak gneča je nastala, ko je prišel Luka Dončić. Enostavno so ugotovili, da je Dončić bolj koristen. In takrat se je začelo dobesedno, da je Rick Carlisle omaleževal ime, lik in delo Dennisa Smitha juniora dejansko. Ja, to se je dogajalo v slačilnici, stran od kamer. Dennis Smith je potem odšel, šel je v New York, takrat so mu celo v New Yorku žvižgali sredi tekme, ker pač fant enostavno ni upravičil pričakovan, ker je bil dejansko depresiven. Ja, to se zdaj ena taka zgodba iz ozadja, ampak dejansko drži. Kje je danes Dennis Smith junior, zdaj se je komaj vrnil v NBA nazaj, če se ne motim. Ja, komaj zdaj bil free agent. Ja, tako je. Tako da zdaj počasi prihaja na... A se spomnite, koliko je on zabijal, ta človek? Ko se je on odrinil, ko je imel obroč na nosu. Ja, on je bil naslednji dan kontestu. No, evo, v glavnem, ja, tako strmo navzdol je šla njegova karijera, ko je... Ona vas da še Fortnite igrala skupaj. Pol pa enostavno... Dekaj smo lih glavi, pri Luku Dončiću, zdaj je bilo lih 2 minute nazaj. Kaj? Šems je objavil, da je Luka Dončić dobil 35,000 evrov kazni, mislim dolarjev, zaradi tiste Money? Ja, money. Zaradi te, a ne me hecat, pa kako so patetični stari. Ja, čakaj malo, kdo je dobil za Fakića na klopi, ko je slučajno v živo bil prenos? Je tu dobil 25 jurjev? Čeprav tale tekma je bila pa tako taka čist brezvezna. A tale, katera? Kaj, Golden State pa Dallas? Mislim, kva da fuck je bilo to. Ko je v tretji četrtini. Mislim, kako lahko to upravičaš, ko sodnik? Mislim, iskreno, pač meni se instinktivna reakcija se mi naredi, da bi isto naredil, kaj Luka naredil. Ker pač to je prav simbolizira, kdo več plača, pač bo zmagal tekmo. Ker se mi zdi, da pač ne vem, kako lahko sodniki sploh si prvoščijo, ok, v redu, zajebeš eno tekmo, se opravičijo, priznajo napako, konc. Da ti ne smeš več v sezoni nič zajebati. Ne pa, da kar še naslednjo malo zajebeš, pa pol eno tam sodaš, pa malo zajebeš. Pač ne, mislim, meni se to... Sodniki med sabo niso bili notni. Usklajeni, ja, točno to, ja. In pa se tudi noben ne opravič, noben nič ne reče. Nič noben nič ne reče. To je ena zanimiva tema, ki sem jo zadnjič na enem socialnem omrežju odprl. Ne? Recimo, zdaj tako je bilo objavljeno, kot si ti omenil, 35 jurjev za Dončića. Ne? Nikjer ne boš zasledil podatka, da je bil sodnik kaznovan zaradi svoje napake. Točno to, ja, točno to, tako. Ki je močno vplivala na potek tekme. Zdaj Adam Silver, komisar Lige NBA, je sicer zagotovil, da imajo svoje penaltije, sodniki v ozadju, ampak o tem ne veš, se ne govori in se jasno, kot nek fan, se vprašaš, da to dejansko obstaja. Ja. Mislim, ker v končni fazi pa tudi brez veze, recimo, če damo primerjavo, ne, če zdaj sodnik, ne vem, zasluži tok pa tok na leta, ne, pa pač da dobi, ne vem, za tako napako, ki naredi neko simbolično kazen, ker pač te kazni za košarkarje so simbolične, če tako pogledaš, ker če zaslužijo, ne vem, 40 milijonov tako na sezono, a ne pol za tistih 30 jurjev se ne prav hudo sekiral, ampak ne vem, nima smisla pol, da se sploh kazni talajo. Ali pa ne bojo pač take, da bo tudi sodnik na naslednji tekmi krepko premislil, ali bo zafrknil, ali bo raj pustil igro, da teče, ali pa kakorkoli, a ne. Glede tega, če se smem dotakniti, v Evropi recimo imamo sodniško odločitev, ne vem, žoga out in potem vsi protestirajo, sodniki stopajo na kup in pol se zgodi, moja napaka, žoga tja. Tega se ne, mogoče ja, ampak ne spomnim se tega v Ligi NBA. Liho, če danes po noči je bilo to. Aha, ok, jaz sem rekel. Kavaj je nekaj rekel. Ali pa je toliko redke. Kavaj je bil pač, on je iskal je prekršek in sicer je dal koš, ampak je hotel 1-2 in je sam tako na hiter nekaj rekel. Mislim, da je rekel eno besedo neko grdo sodniku.
In sodnik mu je takoj dosodil tehnično, zraven je pa še en, mislim, da Morisu dosodil ta drugo tehnično, je mogel Moris iti ven zaradi tega, ker mu je rekel, čeprav je Kawhi kuj stran stekel, ampak je pa sodnik se mu upravičil na koncu, se mu je na koncu tekme upravičil. Dobro, ajde, moralno, če ne drugega. No ja, sama mu je pa, mislim, tako bom rekel, kaj enkrat zamujena, a ne se ne vrne nobena. Saj to ravno. Sam ne, tkle bojo mogli nekaj narediti. Meni je kar, kaj je bilo to, kar nekaj. Sem kar nekaj. Pa kako, mislim... Ja, pardon izrazom, ampak to je res debilno izpadlo. Pismo, oni na svoji polovici, ne, na nasprotni polovici, nasprotnik na napadalni, sam kot duh. Mislim, valjda se je takoj Kid začel buniti, ampak zdaj sicer Mark Cuban hoče, in tak ne bo dosegal nič. Sam mislim, da bo nekaj dosegal. Ja, mogoče, če bo maska malo pod kupu, da mu pomaga. Ne, drugače tako rabijo priče, zato tudi zraven plus to, on je mogel, mislim, da $10,000 za to, da če bo odobreno, nekoga drugega, če bo odobreno, dobi teh 10,000 nazaj. Ok, v redu. Če pa ne, pa ne dobi. Ampak kaj to pomeni, da bo odobreno? Kaj, bomo ponavljali tekmo? Vse to je zdaj debata. Je se lih to, ne? To je mene takrat bolela to kuna tekma, ker so se sicer pol norca delali z Lebrona, pa da, mislim, se po eni strani je res mogoče malo zadramatiziral, a ne, ki ga je Tatum po roki užgal, a ne, pri polaganju, ampak po drugi strani si pa mislim pač, a ne, kako boš pol, sodniki pa tudi, to je tako kukar, ne vem, pismo, da bi enemu ukradil iz narance €100, pa bi pa čez 5 dni, ko bi že porabil denar, prišel do njega, pa bi rekel, sej sem ti jaz ukradil, sam zdaj jih pač nimam več, a ne, pač to je ful dober primer. Kada malo hecaš človeka v glavo, a ne, res. Sam nekaj zdaj. A ti Grega, ki si zanč objavil na posnetke, so objavil, kako je čas Luka Dončić igral obrambo pri Real Madridu. Ja. Te stara, da sem se jaz to malo šel pogledat. In to je bila res dobra obramba. Star, kašna bolana obramba to. In zdaj ste predstavili, da bi resmo zdaj igral tako obrambo, pa da bi bil mogoče malo manj točk, pa malo manj, skokov, tret. Kam je prišel Dallas, star? To je bilo čisto drugače. Kdo je za to kriv? Ja, NBA. Ja, NBA mogoče, ampak tisti, ki vodi ekipo, v kateri igra Luka, verjetno, ker Luka nima navodil, da igra obrambo, zdaj boste rekli, pa se je igralec najboljši, pa se lahko sam igra obrambo. Seveda, ampak pri Dallasu gleda vse z kontralogiki. Daj Grega, daj ven sebe zdaj. Bom dal sebe, ker me razpizdi tale filozofija košarkarska Kida, ki pač zgleda, dejansko je rekel Kid, mi smo ekipa, ki bo dosegla 1 točko več od nasprotnika. Vredo, to je tvoja filozofija, ni problema, ampak da ti dejansko njene atom moči porabiš za obrambo, ima 5 od 3 krasne. Sprehajajo se mimo igralcev Dallasa, Luke še posebej, roko na srce, ko nič. In pol dobiš 124, 125, 130 pik na tekmo in boš ti pričakoval zmago, sorry, brate. To, da moraš 140 pik na tekmo dosegati, je res. In tako, kak si ti rekel, Luka, če se potrudi, igra obrambo, ker smo gledali z tega. Poglej si, se verjamem, da si gledal, ampak kdorkoli poslušalci, kjerokoli tekmo lansko leto končnice proti Phoenixu. Dobili so tekme zaradi obrambe, pa Phoenix je na domačem parketu dajal 88-90 točk v 48 minutah. Ker so jih ubijali z obrambo, ker so jim moralo zbili z obrambo, ker so skakali ven, podvajali, se pogovarjali v obrambi. To je skoraj ista ekipa, minus Dinwiddie, minus Finney Smith, isti trener, ampak druga sezona. Ne vem, kaj se je zgodilo tukaj, očitno so oni ugotovili, da je to kao boljše za njih, dokazano ni, niti blizu, ker je pod vprašanjem končnica, ampak igra, ki so jo oni lani kazali, jih je pripeljala do konferenčnega finala. Če bi imeli boljšega centra, ki ga letos, po mojem mnenju, v Christianu Woodu imajo, črtaj tega Dwighta Powella stran z prve, s to ekipo, jaz ne vem, kaj razmišlja taki, da ne igra ista obrambe, nimam pojma. Recimo, če zdaj malo pofilozofiramo, recimo,
Dončić, Euroliga se manj igra tekem, spet kot NBA, ne samo Euroliga, pač oni tudi svojo ligo špansko igra, so igrali Pa takrat. krajše so. Pa krajše tekme, ok, dobro, to je tudi, pa drugače se igra, manj je prostora, bolje grizejo Pa vsi. pred nadaljuješ tršo roko od trenerja. Ja, tako, lih to sem hotel reči. Če malo pofilozofiramo, zdaj, če bi Dončić nadaljeval s to, jaz bi sam pozval vse, da ne grejo pogledati to obrambo Luka Dončića, ker sem še jaz bil kratko, a to je Luka Dončić igral včas. Na kanalu Greg Skort na YouTubeu, če smem dodati, glavnem, pišite defense, Dončić, Greg Skort, pa boste najdli. Mislim, kvaj Pablo Laso naredil iz Donketa, je pa noro. V tem posnetku so blokade, obramba nasploh, prestrežene žoge, proti napadu iz obrambnih situacij. V glavnem, vse to je Luka Dončić včasih počel in jih je lepil gor na obroču. Tukaj mislim, da Pablo Laso kar velik, Seveda. kar velik šef je on, mislim, da. Spomniš, kako je Pablo Laso napizdil Dončića, Ja. ko je kaj zafukal. Verjetno Jason Kidd reče, ja, Luka, vse je vredno, vse bo boljše naslednjič, vse bo boljše, vse boš dal 30 pik ali 35, vse je vredno, dober si, sicer si spustil tam enega, da šeta, ampak vredno je, ne sekiraj se, vse smo dobili 124 pik, bomo jih dali 125, sorry. Ja. Recimo, da bi on zdaj nadaljeval s tako obrambo, a bi bilo prišlo do poškodb več, a bi prišlo do izčrpanosti, a bi prišlo do tega v 82 tekmah rednega dela plus play-offi. Mislim, da... Zdaj, če malo... sorry. Oprosti, tako je. Tikar, ne, ni panike. Ker ful dobro nit vlečeš in se bom dotaknil besed Charlesa Barkleya izpred tedna dveh. Imajo NBA košarkarji v tem trenutku, igrajo tekme, kot so jih igrali 82 v preteklosti. Imajo privatna letala, imajo najboljšo možno zdravniško oskrbo, imajo masere, praktično imajo vsak igralec svojega maserja, ker imajo toliko možnosti. Ampak ne, savne, kopeli. Fucking 60 tekem namesto 82 posamični igralec. Jordan je pri 40 letih igral 82 tekem. On je kokrat 7-krat v svoji karieri je igral vse tekme sezone. Celo to. Zdaj imaš pa ti load management, pa malo počitka, ker pač ni pomembna tekma, pa da sem ne malo poškodoval, pa fucking te imajo, kompresijsko, tega ni bilo včasih, bandaže imajo na gležniki. Jordan je enkak igral. Jordan Venkot je igral v Madison Square Garden. Jordan še ne vem, če so une ice patch imel, ker si na kolena dajal. Zdaj meni tu govoril, da ne vem, kaj boš utrujen. To imaš pa prav, Grega. Sej lepo razmišljaš, ampak... Ne, imaš prav, Grega, res imaš prav. Pismo Kobe je po 20 sezonah z Lakersi, pa je pizdarija še zmerom na koncu 62 pik dal, pa ni mogel ne hoditi na nič, ker je vse že, mislim, na klopi, ki si ga pogledal, je bil zavitka mumija, pa je še zmeri igral. Kobe Bryant si Ahilovo tetivo strgal, pa ko si jo je strgal, je rekel, alo, majstore, pardon, 2 prosta meta še imam. Je bacal 2 od 2, pa pol šel. Pol pa 6 mesecev pauze, ali koliko pač. Sam kle imajo zdaj te blokade, kaj jo vzame in potem ne čuti nič, takrat tiste par, ampak pa popusti to, pa to je Goran Dragić rekel. Sem že mislil, da si hotel reči, takrat, ko je on ta stopalen lok strgal, a je šel v finalu, takrat z Miami. Rekel, takrat, da je zadnjo tekmo, mislim, da so igrali, je vzel blokado, da je lahko hodil normalno. Ampak pol pa je, pol pa umiraš. To je rekel, To je dejansko rekel, takrat je pokomentiral Goran, tako da bi te nekdo z nožem rezal v meso, dobesedno, ampak to mu verjamem. Ja, jaz tudi mislim, ker verjamem, da si ne bi tako zmišljal nekdo. Ne, drugače hotel sem samo reči, da pač premalkrat se mogoče tudi zavedamo, da defense pa offense, pač to v človeku ni en knof, ki to vklopaš, pa izklopaš, pa vklopaš, pa izklopaš, pa kadarkoli hočeš, pa za toliko časa, ko hočeš. Ne. Pač dejansko, če imaš ti trenerja, ki te naravna v to obrambo in so vsi zagrizeni v obrambo, se mi zdi, da pač tudi, če se pol kdaj ne igra obrambe, je nasplošno ekipa taka, da na temu bazira, in pol vsak ima malo v glavi, tudi če dam 30, 40, 50 pik, moram še zmer se vrniti, pa igrati obrambo. Valjda. Basketball je na 2 koncih. Tako. Se ni zaston, ko pravijo, da je best offense is defense. Ne. Pač, to je tudi meni všeč ta izrek.
Tako da mislim v tem smislu. Mislim, da tukaj tudi igra veliko vloge. V NBA igra to veliko vloge zato, da je klej recimo 30 ekip, ki ne morejo spadati v nobeno drugo ligo. In mislim, da se jim tako po domač povedan, se jim malo jebe. Zaradi tega, pa imeli pa dober pik na draftu, če ne drugega. Pač win-win je to. Pač malo slabša sezona. Gremo, tenkamo, rebuildamo, imamo the process malo in pol v NBA dobimo, drugače sam neki bi zdaj, ker smo se lik v NBA dotaknili, kaj pa Zion Williamson je on upravičil svoj prihod v ligo NBA, hype? Zaenkrat ne. Absolutno ne, ker je preveč poškodovan. Sam neki mi poveta, čeprav je preveč poškodovan, on je igral, drugače zdaj, kaj je ta tretjo sezono, a je se prav rekel, tretjo sezono. Sicer prvo sezono je res malo igral, ampak še zmer mislim, da je nabral malo več kot 20 tekem in je dal 21 točk na tekmo. V drugi sezoni je pa igral 61 tekem in je nabral 27 točk na tekmo. Kar pa mislim, da tako za enega rukija, ki je veliko poškodovan, ampak ima to kilke Zion. Je kar malo tako, a ni? Drži, zato, ker jaz sem kar malo presenečen. Ja, telesna konstitucija mu daje uslugo tukaj pod košom. Jaz bi celo se šel staviti, da je imel verjetno procent meta 60 ali pa več, ker je tako močen. Ampak spet se vračam. On je bil tako nahajpan, da joj, ker tako izredno zabija in ima te lepe košarkarske poteze, super. Ampak da upravičiš pričakovanja, po mojem mnenju, moraš odigrati dovolj veliko število tekem, kar za Ziona absolutno ne moramo trditi. Može biti LeBron v bistvu. Recimo, če bi pa on ostal nepoškodovan, jaz verjamem, da bi zdaj, New Orleans je bil fantastično na lestvici, ko je on igral, ko je bil on zdrav. Mislim, se New Orleans je zdaj 10, je še zmer v play-in varianti. Prej mislim, da je bil krepko više, ko je bil Zion zdrav. Ne? Mislim, da so bili tam okoli 4. mesta. Tako da mislim, da bi se mi zdaj v tem trenutku, če bi on zdrav, pogovarjali o tem, da mogoče celo je opravičil, če bi bil zdrav, ampak ta če je zelo velik če, ker ni zdrav. Meni je ful zanimivo, da pač, mislim, ne mi zameriti, sam en Shaquille O'Neal se je tudi mogel zresniti na neki točki in iskreno, kljub temu, da je imel ful rad te svoje Big Mac variante, pa celo poletje ne trenirati, pa ne vem kaj še vse, je on še zmerom v bistvu dejansko na neki točki mogel imeti tega, mislim, da Karim Abdul-Jabbarja, ki mu je pač enostavno, ali je bil celo, ne vem, v glavnem vem, da nekdo je bil, ki mu je rekel, pač ti, če boš tako nadaljeval, ne boš dosegel svojega potencijala. Tako da dejansko se je mogel zresniti, je mogel zgubiti par kil, se spraviti v formo in tako naprej. In se mi zdi, da pač Zion ima to težavo, ker enostavno še zmeraj ima mišljenje, da lahko je, pa pije, pa dela karkoli, pa da bo prišel pa naredil tekme tako, kar je treba. Ni še tako sporo plačal, kaj je prišel, še preden je zaigral prvo tekmo, mislim, da je zapravil vse. Zapravil tako, sebe je kupil Lambota, pa ga je pa Fotro še kupil, pa še Med ga je kupil Lambota. Ja, črne Mercedese je kupil. Črne Mercedese in fora je bilo temu, ker on ga je zase kupil in se je pripelil domov in je Fotor rekel, kje je pa moj. In je bil pač jezen in sta šla nazaj, sta kupila za njega in sta prišla nazaj in je še Mat rekla, kje je pa moj in sta šla. In pa je dobil klic z banke, da je šlo tistih njegovih, mislim, da koliko 10 milijonov ali koliko je zaslužil. Tako da. Glavnem, zdaj bom tako rekel, zdaj sta dve stvari bile povedane, ki jo poznam, ampak sem fasciniran, da jo poznata tudi vidva. Bom čisto iskren. Ko smo začeli tole snemati, sem se malenko zbal, kako bosta vidva poznala določene situacije. Evo, zdaj se mi v bistvu vsi dvomi so šli. Tole pa sem res navdušen, da poznata to oboje. Sicer govorimo o Lakersih, starem Lakersu, ampak ja, fantastična primerjava. Shaquille O'Neal, Zion Williamson, fantastična in če vzamem primerjavo, Zion niti blizu temu, da je upravičil pričakovanja. Shaquille O'Neal je po moje težji tip bil v svojem primu kot Zion. To je eden najbolj dominantnih igralcev, ki so kdajkoli stopili na košarkarska igrišča. Ja. Kolikokratni prvak? 3-krat za Lakersi, enkrat za Miamijem. Ja.
In to je pa res. Ampak, ko smo pri Shaquilu O'Nealu, tip je zelo zdravo, a vidva to verjetno veste. Ja. Izredno zdravo je ta trenira. tip in trenira še vedno. Še vedno, ja. Zdaj celo intenzivno trenira z svojim sinom, ki se pripravlja na malo višji nivo košarke. Tako da ja, takrat je on metal svoje nasprotnike in zabijal redno v tistih zlati eri skupaj z Kobijem, Fisherjem, Horjem in ne vem kom še vse v glavnem. To so zlata leta Lakersov. Druga ali tretja epizoda zlatih let Lakersov. Mislim, da če se to zdaj začelo dogajati, kaj podobnega bi nama z Blažo tam prihajali. Verjetno bi še jasno bil za Lakersov. Tako da ja. Jaz bi vsako tekmo gledal. Ja, na nostalgijo. No, Grega, kva imamo še za danes pripravljen? Pa imamo, mislim, da še enega zelo problematičnega dečka nismo lotili. Oziroma to dveh. To pa vem, kam pele. Iz istega moštva. Mogoče celo ni tako problematičen, ampak je sam tako, ko bi rekel, depresiven. Ja Morant, depresiven. Jaz ne vem, ste videli gledala? Tako. Un intervju, kaj je on pol dal po temu. Z Jalonom Roseom. Ja. Pa sem malo spremljal. Jaz ga nisem na sam tako rekel. Mi je pa tako zelo šefovsko, da sediš v enem klubu in moraš denar grabati po tleh z... Me pa to zelo tako impresionira. Razumem. V glavnem gre za to, da Ja Morant je imel svojo epizodo z nekimi nečednimi posli izven NBA karijere, ne se vemo vsi, zakaj se gre, ampak Ja Morant je bil zdaj že obdelan do dobra. Meni je bolj zanimiv primer gospoda Brooksa, če mu lahko gospod rečem. Majster se je dvignil iz ne vem česa. Ni ekstremno dober v dobeni košarkarski prvini, ne statistični, ne nasploh, zelo je glasen in zdaj se je prislužil svojo 18. tehnično napako, kar pomeni, da počiva prvo tekmo. Ja, mislim drugač, kakor vsi hejtate Dylana Brooksa, je pa meni tako zelo fajn. Ni mi full fajn, ampak mi je pa tako sej drugač ne igra tako slabo spet, ne? Če pogledamo lanske, te recimo igral je sicer samo 32 tekem, dal 18 pik na tekmo takrat. Še eno sezono prej je igral 67 tekem in je dal 17 pik na tekmo, ampak tako. Za NBA ligo zelo lepa statistika, moram priznati. Ja, in lih to pravim, je bil isto na All-American, ki je bil na koledžu. Dobro. In je bil tako, iz koledža je prinesel kar dobre rezultate individualne. In je bil iz druge runde 45 pik na draftu. In tako, zdaj, da se on to norca dela. Ne? Zdaj, jaz si pri sebe predstavljal, če bi slučajno kdaj zaigral na temu, bi mislim, da se tako, če tako pogledamo, ne? Oni še zmer, tudi če si ne vem kakšen slab igralec, ti še zmer full denarja služiš, a ne? To je res. In ti ga boš še zmer služil, ti ga boš v bistvu še več služil, če boš ti še kaj izraven, tako se malo pokazal, malo kaj rekel taga, malo se zajbaval, in mislim, da Dylan Brooks klej malo upraviš to, da je smotan. Da je smotan, ampak ne samo, da to je smotan, on neko tekmovanje, pač klej smo, dajmo igrati basket, dajmo se jebati v glavo, na način tega Patrick Beverlyja pa tako naprej. Sam tako pomislimo, a bi kdo od nas zelo pogovarjal o Dylanu Brooksu, če ne bi on delal tega, kar zdaj dela. No, zato pa pravijo, da dobena reklama ni slaba reklama. Tako. In lih to, a ne, in zaradi tega mi je on tako, ne glede na to, kaj se vse dogaja v Memphisu z Ja Morantom, mi je... Sam je pa antipatičen. Antipatičen je pa ful. To je pa ful, to pa nič nam rekel. S tisto bradico je res, meni je jadan na fertik, res. Kaj pa frizurca? Frizura, vse. Pa kako je pogledal Kleja Thompsona, ki je zadevno trojko? Ljubčka tam pošilja v Karijo pa Dončiću. Jaz sem gledal, kjera faca, to ne moš verjeti, res. Meni se tako absolutno zameril, pa nimam sicer zdaj, nisem fan Draymond Greena,
Ampak meni se je absolutno zameril, pa dobro, vem tudi, da ameriški mediji moraš vedno imeti z rezervo, pa znajo napihant, pa tako naprej. Itak nikoli ne bi verjel na besedo. Najprej 10-krat raziščem, pa pol šele kje verjamem. Ampak dejansko mi je tako ful fascinantno, da je ta Dylan Brooks dejansko šel neki tečnar Draymond Greenu, a ne. Pač ti nisi človek, ti nisi niti v lužo še stopil, po domač povedano, ne. Medtem, ko Draymond Green ima pa 4 prstane, pa ne, mislim... Draymond Green je za njega gospod, ki bi ga mogel on vikati. On bi mogel priti do njega pa reči, zdravo gospod, pa vam lahko dam roko, vi ste res ikona košarke. Ja. Tako da mislim, ampak dobro, pač mlad je še teliček, mal je itak adrenalin poka na vseh koncih. Tako da, ja. Samo čakam, da bo neko ameriško podjetje sklenilo neko sponzorsko pogodbo z njim, ker pač majster je odmeven v tem trenutku. Govori se o njem ne zaradi njegovih košarkarskih predstav, ampak zaradi tega, ker je pač prima donna. Sploh ne rajmo več Patricka Beverlyja. Ga je on nadomestil. Tako, in to zelo dobro. Patrick Beverly. Ki pa je zdaj Beverly, je v Bullsih? Chicago je. Zdaj je dosegel 5000 točko, v Ligi NBA nekaj tega. Bog pomagi. Že Dončić zdavnaj. Ja, z besed iz jezika si mi vzel. Mislim, ja, no, to so take zanimivosti. Čakaj malo, jaz sem skoraj pripričan, da si še ti imel nek cukrček, ali še nisi imel. Ja, imel sem en cukrček. Ajde. Jaz bi ga to rezal na koncu. Zato je tak, čist je ni povezan s tem, kaj se mi zdaj pogovarjamo. Razumem. Kaj pa Ja Morant? Ja Moranta smo se pred 3 minutami malenkost dotaknili, ampak ja, se pravim, pač fant je potrošil veliko število denarja na neki očitno zelo simpatični gospodični. Samo meni se ne zdi, da je on čist v klubu. Ni bila samo to težava je bila še v tistem IG live storyju, pa tistem... Meni se ne zdi, da je on čist gladek tako. Seveda. Ni čist normalen. Seveda ne. Mislim, da on zelo... Sploh vprašanje, če je pretihotapil orožje na letalo. Lahko da je imel kakšnega prijatelja tam, ne pa da mu je prinesel. Govorilo se je, da je to že nekaj časa zraje. Vse veste, kaj so zdaj sprejeli. Memphis se bo takoj iz gostovanj nemudoma odpravil na letalo, ne bo več prespal. Tako je bilo. Ravno, da bi preprečili podobne situacije. Ja, so, da. Mislim, sebe se predstavljam, če bo to gnarja. Ja, sej te odpele. Ja, se tudi odpeljali bomo. On je glih kar z Gatoradem podpisal, ne? Da je njihova pač zvezda ali bil Powerade, ne vem, eno ali drugo, v glavnem, ja, z njim je glih dobudil, pol z Nikeom je podpisal nekog za 200 milijonov ali koliko. Danes sem dobil vprašanje, kdaj dobimo od Moranta copate, vas ne rekel vprašanje, če jih bomo dobili. Ja, če bo še tako naprej kozlarije špiču, zna da Nike skenslati. Tako kakarja. Ne, mislim pač, dejansko sam je pa fascinanten igralec. Je pa res, mislim, eksploziven. Evo, zdaj se je vrnil, stavila to zabijanje zdaj. Ja. Ni se sklopine, dejansko. Na njegovo zahtevo. Tako, drži, to je pomemben podatek, je pač rekel, da se lahko. Mislim, jaz razumem, pač težke stvari so, vse ne vem, kjer igralec je bil še v preteklosti, ki je tudi imel te težke depresivne momente, pa se pol, mislim, da celo umaknil zaradi tega, ampak verjamem, da pač zna to vplivati na psiho, no? Tako da pa mlatjane, pa veliko denarja, tako da je to perfektna kombinacija. Mene je to kakšnega O.J. Simpsona, če poznate to iz NFL varianta, ki je takrat moril takrat. Ne? Ne, nažalost. Ja, veš, da ne, jaz blizu, sorry. Ne gledata, sorry, pa neč. V glavnem bil je en zelo dober igralec v NFL-u, ki je pol, so ga dobila, ne, mislim, niso ga dobili, še zmer ne vejo, mislim, da, ampak da je bil zraven pri 2 umorih. Ja, O.J. Simpson, no, si pogooglite. Ja. Fun fact, od Kardashian fotor, ta star, ga je zagovarjal na sodišču. Dobro, lahko tudi nekaj rečemo, koliko Kardashianov, če smo že glih kle. Ne. Lahko, kaj, on je fotor ali je mama? Ne, ta. Čisto star. Ne, ampak ful zanimivo, da v bistvu vsi igralci basketa, ki so imeli karkoli s Kardashianovimi, so šli v maloro, ne? Ja, vse. Ne, Devin še ni šel. Dobro, Lamar Odom je rabo 9 Viagra, da je šel v maloro. Ja, pa predoziranje. Pa hard attack skoraj, ja. To so štorije.
Ja, Kaj pa pravite, drugače na to tekmovalnost med Bukarjem in Luko Dončićem? Bukarhu. Všeč mi je, da se ne treš tokata toliko v zadju, čeprav ne vemo, a se ne, ampak tako na konferencah se lepo oba povesta, da je to pač v bistvu to je basket. To je del tega, se meni je to všeč. In jaz ne hejtam zaradi tega Bukarja, jaz ne hejtam, meni je še zmeraj on top igralec pa vse. Kaj mi je res tako všeč, kako on prca Donke. On itak ve, da Dončić bo počel. Ne boljši, pač ne mu počel, on bo začel nazaj renčati. In to je lih ta čara. Glavnem, ja, ta Buker, Dončić, pa problem je, da Buker nima problema samo z Dončićem, ampak ima s pol lige problem. Mislim, meni je ful zanimivo, pač Buker ima en tak stil igre, da rad človeka sprovocira, pa pride, puf, pa zadane. In to, kako dobro zadeva. Recimo. Ampak to je veliko lažje početi, če imaš take soigralce, kakor jih ima, v primerjavi z Dončićem, ki ima take soigralce, ki jih ima. Pač tukaj ni primerjave. So oni le za nivo ali pa dva boljši overall. Tako da lahko se je petelint, ki imaš. Jaz pa meni izraz, lahko jaz stojim kar kurcem po trnu toč, tako da, ni on toliko dober, ka Luka, no. Se mi zdi, pač iskreno. Lepo. Ja, glih sem hotel omeniti, pa malo navezati se na prihajajoče poletje, verjetno marsikdo od poslušalcev ve, da bo na pripravah za svetovno prvenstvo prihajajoče tudi turnir v Malagi, kjer bodo igrali reprezentance, se pravi Španije, Amerike in pa Slovenije. In evo, glih sem se pred kratkim pogovarjal, koga bo pa imela sploh Amerika, v reprezentanci. To mi je prvo zanimivo vprašanje, ker če pogledamo MVP lestvico, imaš Embida, imaš Jokića, pa Tatuma. Evo, Tatum sigurno bo. Njegov soigralec Brown verjetno bo. Evo, zdaj smo se ravno navezali na Bukerja. Tudi Buker bo verjetno. In če bomo že v Španiji na pripravljalnem turnirju lahko gledali dvoboj Dončić-Buker, že tam bo zanimivo, Uvertura. Že tam bo super dobro, Tako da, nekaj pa sem slišal, da gremo na službeni izlet, dribling na izobraževanje. Tako da, Jure vzemi dopust. Ne vemo še kje, ampak podprite. Ja, prosim, dajte malo donirati. No. Ja, nismo še dali do enega PayPala, nič, ampak bi pa šli. Verjamem, da kdo... Bom jaz dal svoj TRR. Ja. Brez problema. Ker karte so tam, od, ne vem, če veste, od 120 do 1000 evrov. Zanimivo. Zanimivo. Zavajam, ampak jaz bi se skiširil 120 za karto. 120 evrov. Če bi šel gledat ZDA proti Sloveniji, bi dal. Se to je vprašanje, kdaj bo naslednja takšna priložnost. Dobro, razen če imate za finale svetovnega prvenstva prihajajočega med Ameriko in Slovenijo. To sem zdaj... Možne želje, ampak ja. Ampak, a mislite, da bojo res igrali tako vsi, mislim, te... Jaz mislim, da bojo, zato ker enostavno internacionalna košarka je tako zelo napredovala, da Američani enostavno morajo nastopiti v polni postavi. Ne, saj sem mislil, če bo igral Prepelič pa Murić, pa ti nekaj tam se ne. Bravo. Jaz pa se tisto zaženem. Ja. Ne, sej prav, vse kar bo. Janis bo, ampak mislim, da naši pa znajo si pauzo vzeti. Slovenija igra z Grčijo 2. augusta v Stožicah, medtem ko mi vrnemo obisk Grčiji 4. augusta pri njih. Se to veste, fanta, ne? Tako da tole, lani smo imeli to srečo, da smo imeli Jokića, to smo v prejšnjem podcastu govorili, Jokića in Luko / Djokovića na tribuni. Letos pa imamo pač dejansko dobesedno grško zver v Stožicah. To gremo, to ni debate. Ja, absolutno. Tega pa ne bomo zamudili. Kjer je augusta? 2. Ni še kar zunaj, brez skrbi, imam te. Bo Grega to zrihtal, za dribling. Pa važi, ne? Zrihtal dolje po parketu, da se oni Greek freak, da se mi vrže noter, da mi polije pivo v prvi vrsti. Sam res, to pa lahko je v igrišču. Luka, give me some magic, show me some magic. Spomnite tega na All-Stars naplava na 2. Ne, to poletje bo res zanimivo. Se pravim, ne vem, ti pripravljalne tekme so spektakl za sebe, oziroma bodo spektakl za sebe.
Medtem ko pol svetovno prvenstvo, pa pač upamo na najboljše, pa da ne bo dobesedno poloma, kot je bil na zadnje na Evropskem prvenstvu. Ja, to recimo. Ampak ja, da ne bomo preveč mešali hrušk in jabolk. Ja. Imamo karkoli, kaj bi že. Mislim, jaz imam eno tako poslastico. Cukrček, ne, ja, ne. Poslastico imam tukaj, ja, seveda. Daj povej, no. Ti smo v rovtah rastev, te cukrčki zgleda. Zdaj ne vem, a vidva Vuko jebina, pardon. da obstaja ameriški nogomet, pa obstaja navaden nogomet, Poduči nas. evropski. A ne? To veste. To vemo, ja. To Ja. znamo. To Ja. še znamo, do tu smo še. Tukaj smo To smo prišli. obravnavali. To smo obravnavali, ampak a vidva mogoče veste, da obstaja tudi navadna košarka, pa obstaja severno-korejska košarka. Aha, ok, zdaj. Ok, ja. Se pravi, Verjamem, da kaj bi- Jim Jong-King ali Ja. kaj, majster ima svojo ekipo. ali kaj? Jong-un. To pač, Kim Jong-un, ja. ta mlajši. Zdaj je zelo podobno, se pravi, kar je drugače. A so svetovni prvaki? Ne, se jih nisem, se nekaj Ne mi reči, da namesto Ne vem, žoge za mečejo njihovo- glave za v njihovo- Ne, ni šlenje- taka košarka, se Aha, pravi, ni, oni imajo okej. svojo ligo, tako kot recimo Okej. NBA, ki ima tudi malo prirejena pravila, sicer kot je Ja. pa evropska. Ampak recimo na tak način ima tudi severno-korejska košarka, ima malo drugače prirejena pravila, sicer isto basket, takega poznamo. Ampak valjda ne mečejo namesto žoge glave v koš. Ne, Ker to bi bilo nekaj za njih normalnega. Sam si pa predstavljam, da če bi kakšen tako varovanec od Kim Jong-una kakšno tako napako naredil na igrišču, pa da ne bi slučajno zadev koša, Bi se sam menjal, pa ga več ne bi videl. bi verjetno ga ne več videla, ne balirati. Ampak dajmo to zdaj se Ajde, malo povej. dotakniti. Zdaj košarka je sicer po pravilih dosti ista, samo kar je drugače so točke, kako se določajo, in sicer za bijanje štejejo 3 točke. Okay. Ja, oni so bolj mehni, tako da zabijanja so bolj izjema. So ne? bolj, ja, so bolj tako, ja. Logiš. Potem trojke, Ja. da se ne dotakne obroča, se pravi, da gre sam skozi Na obroč, caf, brez na kosti. caf, da se ne dotakne obroča. 5 pik. Štejejo uganta koliko? 6. 4. Se pravi, je četvorka, na caf je četvorka. Na četvorko, ja. Prav. Zelo se je kamukle metalo, jaz sem pa na četvorko vrgel. V glavnem, naslednjo, aha, se pravi, ok. Koliko v obrambi? Ena točka se jim odšteje ekipi, če zgrešijo prosti met. Ena točka se tu šteje. Dobro, da ni Dončiča v tej ligi. Ja. Aha, Končni rezultat minus 20, minus 25. vsak zadet koš iz igre v zadnjih 3 sekundah igre je vreden 8 točk. Stari, pri minus 7 na 4 sekunde do konca še ni konec tekme. Ni. Pa imam pa še ena zadeva, je pa ta. Predstavljaš, da dvakrat zadanejo. Ja. V eni pa drugi. V 3 sekundah. Kim Jong-unu se zmeša. Hitro bila nova pravila. Pa še ta zadnja, peta zanimivost je pa ta, da tekme se lahko končajo z neodločenim izidom. Se lahko konča. Ja, Pa on razsod na Kaj pa koncu. podaljšek, kaj pa to? podaljškov ni, po moje. Ja, kaj vsak dobi eno piko pola, kaj? Ne, v bistvu ne vem, točen. To bo šlo za naslednji podcast. Bravo, vsaka Ja. čast za tole. Zelo zanimiva stvar. Ja. Še ena zanimivost. Ajde. A vi da veste, dragaj, da sta Denis Rodman pa Kim Jong-un takole? Ja, To pa vem. Ja, no. Je bil On je- gost njega. Ja. On je bil gost ja. takrat. Mislim, da je Denis Rodman zelo zaslužen, da je Kim Jong-un izpustil enega Američana, ki je bil zaprt v zaporu v Mučilnici. Severni Koreji, zato ker je naredil ne vem kva že. Je Denis Rodman rekel, pa da je Kimi, no. Pa da je To mi Kimi, je da je. brate. To mi je brate. Pa da je He's Buraz my moj. brother from another mother. Je rekel, daj, prosim te, no. V glavnem, ja, in mislim, da zaradi Denis Rodmana takrat ga spustil, je rekel, Kimi, ajde, naj ti Ja, bo. pa se drugač, Denis Rodman je trojni dvojček, ne? Sifilis, gonoreja, pa herpes, all the way. Reči, da smo fulni fact o Denis Rodmanu. Tako. Ajde. Ja. Koliko je bil dober v izmed filmu. En je tudi ta, da je
da je Dennis Rodman takrat, ko je bil s to Carmen Electro iz Baywatcha. 100 elektro, jaz pogledam, kaj ima. Elektrogorenska, prosim. Voda na svoj mlin, ne? Valjda. No, takrat, ko je pač on je veliko delal stvari z nova, ne. In, Se lahko le sprašujemo. Zelo lepo, bravo. in je enkrat tudi rekla mu, daj, kaj pa, če bi ti... Ploščice polagal. Ne. Kaj pa, če bi ti prepikiral vame iz ene strani sobe, jaz bom pa na drugi strani sobe, se pravi, ne vem, tako čez diagonalo. Se pravi, da bi on dajval vano, če si predstavljate, kva mislim. Ja, ampak ne vem, kako bi to diagonalno. No, A je upala, da bo šlo globi, ali kaj? No, ja, ona mu je to pač rekla, če to naredi in on itak je to naredil in kaj je bilo? Zlomil si ga je. Ampak to ni bilo edinkrat, ko si ga on zlomil. To ni bilo edinkrat. Ja, ne, dobesedno, pač si ga ne zlomiš, pač si narediš, kri teče pa vse, ampak tako. Je pa zelo taka neudobna situacija. Jaz sem slišal že za situacijo, ko se to zgodi lahko pri samem aktu in dejansko se ne moreš razločiti in morajo pol to kirurško zrihtati. No, dragi poslušalci, ura je že malo kasna. Ne, to sem hotel sam povedati, da bomo mi zdaj tu tako malo izobraževali. Poučevalna vsebina. Hotel sem še povedati, da je on te stvari, ki jih je delal s Carmen Electro, jih je delal tudi, pazi to, kakšen šef može biti to, da to delaš na sredi igrišča od Chicago Bullsa, tako na logotu. Ne zabavam se, v dvorani. Mislim, to so te... Pa se on je bil že tekom karijere malo zmešan. To sem jaz malo poglobil se, pa sem malo poglobil. Vse verjetno to vejo. Se vidi, da dela samo v Grozovju, samo čez vikend. Samo za vikend, tako. Pa zelo nepopisljivo strast do Rodmana. Jaz da kažem na en cukarček, ba je njegova bivša žena je na neki točki želela prodati njegov originalen dres. In ga je prodala, ampak za premalo denarja. Za moje pojme. 45 ur. Ničele ne, dres je bil podpisan. Res je. Ja, bel. A sta bila dva? Ne, mislim, da je bil samo eden. Ja, in pol je on in majster spraševal, kako pa je to, kako to veste, da je to... Porival me je. Ja, pa nosil ga je, ki je to počel. Mislim, ga je podpisal, zato je še malo umazan tam. Mogoče smo malenko zašli, ampak... Dragi otroci, če vas ne izobražujete mati in oče, vas pa mi po 9. Tako, zato je to... Zdaj je pravilen trenutek, da se naročite na podcast Dribbling na YouTube ali na vaši najljubši podcast platformi, tako da ja... Dobro smo tole zadriblali. Smo dole, bo pa res dobro. Svaka čast. Naslednjo pa kakšnega gosta že lahko pripeljem. Zdaj bo pa res čas, ker nekaj se že v ozadju se dogaja, glede tega moramo še samo malo bolj pritisniti na bodoče goste, ampak obljubljamo, da na tem mestu, da v prihodnje gosti sledijo. Jure, mešalna miza, smo mi tole vrejo zrihtali? Palec gor, pravi the best, Jure, tako da mislim, da bo. To sem rekel tako, dajte že fiz, da nehate. Glede tega, ne. Dribbling, prva epizoda, sezona 1, epizoda 1, skoraj ne bi išla, a to veste, fanta? Ja, skoraj je bila pobrisana. Navdušeni, skoraj skakali en drugemu v naročje. Jure, ja, dečki, fajn bote, adijo. In pol v najbližjem lokalu reševanje tistega, kar se da, ampak vse je rešeno. Shout out to Jure, a.k.a. mešalna miza. Tako, Jure je rešil in zato... Amo mi kakšno vprašanje, drga strani gledalcev, je bilo bolj tako, ker smo že vse zajeli, po moje. Pismo, ful smo, drugače... Ene par 100 vprašanje pa bilo, ne? Ful smo spodbudili spoštovane poslušalce, da nam zastavijo kakšno vprašanje. Dejansko, enega se zdaj le spomnim, samo problem je, da ga najverjetneje ne bom najdel. Žal sem tole malo... Pa sej bo pa počakal do drugega tedna. Hvala, da si me rešil iz te zagate. Ne? Tako da, ja. Ja, nič. Dobri smo bili.
Hvala, fanta, za čas, hvala, Jure. Hvala vam, da nas poslušate. Tako, hvala. Kot že rečeno, na vseh vaših najljubših podcast platformah najdete podcast Dribbling in pa tudi na YouTube kanalu Greg Skort. Hvala še enkrat, da nas spremljate. Če ste tukaj prvi, če ste tukaj novi, vabljeni, da se naročite oziroma na podcastih, da stisnete kakšno zvezdico, nas malo večkrat preposlušate. Kaj vprašate. Tako, ne grizemo. Da bomo z še večjim zagonom. Pa ne mi prosim s takim, ki pridejo v Gross Basket pa vprašajo, če imamo kopačke. Ja, tako, pa drsalke. Tako. Do naslednjič z vami smo bili Žan-Luka, Blaž, Jure in pa moja malenkost Gregor. Arrivederci, čau. Aj se ga. Hvala, čau.